Če se dotaknemo malo obiska, zaznati je bilo, da je delež tujih obiskovalcev v lanskem letu nekoliko upadel in na ta račun, oziroma verjetno čisto tudi neodvisno, je bil v porastu delež domačih prebivalcev oziroma Slovencev. Mogoče, če bi o tem še kaj dodala. Vsekakor je tukaj gre največ pripisati seveda pandemiji COVID-19. Se pravi, pred samo epidemijo smo v Brežicah, kjer je v bistvu neprimerno največ turistov v posavskem prostoru, imeli celo 65% tujih gostov, medtem ko lansko leto zgolj 23%. Se pravi, gre res za zelo velike spremembe. No, po drugi strani je bilo pa največ Slovencev, tudi zaradi raznoraznih omejitev, prepovedanega prehoda čez meje oziroma strogih omejitev smo se številni odločili, da v bistvu raziščemo našo državo. Tudi Slovenska turistična organizacija nas je z različnimi promocijskimi aktivnostmi k temu tudi spodbudila. Po eni strani smo imeli doma vse več domačih gostov, ki pa smo opazili tudi v našem javnem zavodu na področju turizma, da so v bistvu še zahtevnejši od tujih gostov, kar pomeni, da jim ni bilo dovolj samo recimo kopanje, plavanje, savnanje, ampak da so hoteli tudi v bistvu raziskati, kaj pa je v Brežicah, kaj pa je v Krškem, kaj pa je na gradu Reichenburg. Se pravi, so vse bolj se odzivajo in v bistvu radi udeležujejo tudi številnih drugih aktivnosti. Tako tretjo sezono v ZPTM-ju v bistvu ponujamo več brezplačnih zadev. Zelo dobro obiskani so, vsak teden izvajamo, brezplačni vodeni ogledi starega mestnega jedra Brežic, pa obisk Viteške dvorane. Zelo dobro obiskani so tudi brezplačni pohodi na Sveti Vid, Špiček. Seveda pa skušamo promovirati tudi neko izpostavljeno ponudbo turističnega gospodarstva. Tako recimo letos posebej promoviramo tudi voden ogled pivovarne, pa voden ogled novo nastalega ranča, ogled živali in ranča alpak in podobno. Se pravi, čim več aktivnosti želimo v bistvu dati v ponudbo, ker na drugi strani pa potem sledimo dobrem povpraševanju.